Manca, Žiga in Aljaž na Kaprisu. To je 30 let Radia Kapris. In v veliko čast nam je, da sta danes zjutraj po dolgih letih pred Kaprisovim mikrofonom ponovno. Mojca in Aleš. Čakaj, ta je bil še znan, ne? Ne. Ampak, okej. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Oziroma dober dan, glede na to, da eni prihajamo iz Celja in smo po konci že od 4 zjutraj. Ta Radio Kapris je nekaj neverjetnega, ne? V zadnjih letih se je zamenjala lokacija, se je zamenjal pult, se zamenjali mikrofoni, telefonska številka je ista, okej. Za prometne informacije telefonska je ista. Frekvenca ne vem, ker itak je DAB, tako da ne štejem. Ampak Mojca, jaz in ti sva identična. Ja. Identična. Nič se niso spremenila. Ne, kje pa? Dobro, očala imaš. Ja, jaz sem vzel očala, no, ampak to je edina razlika po moje. Pa kakšno, kaj so prej ugotavljali, kakšen centimeter se je, ki je... Ja, če ni v Y, je v X-u ali pa v Z-ju. Je to. Aleš, prav lepo te vidi po dolgem času. Nadaljuj. In moramo... Dobro jutro. Ne, moram povedati, da na zadnje, ko sem bila tukaj, par mesecev nazaj, tako veliko lepih besed sem spregovorila o tebi, ne vem, če je prišlo do tebe. Ne pride do tebe. Po funkciji ne pride ne pride do tebe. Besede, vedno poudarim, da najlepše obdobje mojega radijskega udejstvovanja je bilo, ko smo mi imeli oddajo. Sobote zvečer na Radio Kapris po 8 uri, ko smo mi tekali po stopnicah gor pa dol. Pod napisi, v tistem času ni bilo tako programa zložene glasbe noter v računalniku, ampak si mogel CD-je zlagati nekam. Se spomniš? Ne, sem zbrisa spomnila, predvsem tekala gor in dol. Ne, ampak dobro, ja, boj, da je bilo res tako. Kavarno smo imeli ešto knjiže. Dobro jutro. Dobro jutro. Ne, meni govorite dobro jutro. Ja. Jaz sem in nisem, brez skrbi. Jaz danes sem samo tako, vaju popeljem skupaj skozi to uro skupnega. Kdo je ta fantek? Spraševala sva se, zakaj imaš kapo? Ker imam frizerja šele v sredo, tako da 2 dni moram še počakati. Vidiš, to je to. Drugače pa lepo je biti tukaj, lepo je praznovati 30-letnico. Jaz to anekdoto moram povedati. Ko sem začela na radiju leta 94 junija, je bil urednik Istok. In me je na audicijo sprejel, tako da mi je dal časnik Delo v roke in je rekel, zdaj pa to preberi. In največja ironija, imel je kratke hlače, kosmate noge in cokle gor. Ne vem, če se spomnite, včasih v 80-ih in 90-ih so imeli cokle oblečene v kravjo kožo. No in tak je bil Istok. Ne, to, da je imel moški kosmate noge, je pa nekaj nepojemljivega. Smisel je bil, da je imel tako zelo kratke hlače. Aha, okej. Za leto 2023 je mogoče skoraj nekaj nepojemljivega takrat. Verjamem, da je bilo to bolj... Letos je že nepojemljivo. Takrat ljudje so imeli, moški so imeli kosmate noge. Ja. Verjamem. Torej, 94 za Mojce in za vas, gospod župan, danes tudi 94. Tudi. Jaz sem prišel nekaj mesta kasneje. Istok je šel iz tvoj šef takrat in jaz sem prišel. Ne kot šef, ampak kot nadomestek. V bistvu jaz sem začela kot novinarka, Aleš pa kot voditelj. Tako, jaz sem slišal prvič Mojco, oziroma prvič sva se slišala, takrat, ko se je Mojca javila z nekaj odbojkarskega. Bič volje v Izoli. Noro. In to je bilo to in takrat je bila ljubezen nadaljavo brez pogleda. Z megaherci. Na prvem uhu. Ja, to je to. To je bilo to. Lepo, ampak šele kasneje sta se srečala, ampak o temu še lahko čez kakšno minutko. Po mojem sem zadev glasbeno željo. Dvomim, ampak poskusi. Po mojem je to ta prava. Zdaj pa ne vem, če se boste vi, gospod župan, s tem strinjali. A to pa bo. No, ne bo. Naj bo. Radio Kapris. Poslušate Radio Kapris. Vse najboljše Radio Kapris. Kar tako. 3, 4. Kar tako. Danes zjutraj ponovno z nami Mojca in Aleš.
Samo, kaj ni grozno slišati te mladostniške glasove, ki se derajo kar tako mislim, ti kot zdaj uglejena gospa šefica. Ne vem, zakaj sem jaz gospa, ker tebi skozi govori gospod župan, meni pa Mojca. Nekje se je s prevodom. Ne, lej, že to, o tem so se mi pogovarjala 2 meseca nazaj, z Mojco je čisto vse v redu, ampak. Ne? Ja, dobro, glede na to, da zame vejo, ki je približno, kaj počnem v življenju, pa če se ne počnem, pa bi lahko počel in tako dalje. Povej ti nam, kaj jaz delam? Da ne bo pomote, Mojca vidi vas enkrat na 3 leta, 4 in še to bežno. Če se zalepiva, ne? V resnici preseljena v Celje, delam v Ljubljani, vodim Slovensko oglaševalsko zbornico. Na moje veliko veselje še zmeraj organiziram 2 festivala, ki sta na obali. V Portorožu, tako Zlati Boben kot Sof, kar je priložnost, da se lahko vrnem domov. Jaz vedno pravim, da imam še zmeraj 2 domova, enega na obali, enega pa zdaj v Celju, kjer sta moja 2 fanta. Tako da zagotovo pa večkrat poudarjam doma, ko imam Celjana, seveda, da na stara leta si želim preživeti več časa na obali. Oziroma, ko bom enkrat upokojena. Ne pa prej ne bo. Tudi ti boš ena tistih ljubljanskih ali pa celskih upokojencev, ki boš kupila stanovanje na obali, ker že tako jih primanjkuje. Ne, čakaj. Lej, sicer sem zgubila mamo pred kratkim, ampak imam še zmeraj očeta tukaj, tako da je še zmeraj nepremičnina na obali, plačujemo še zmeraj davke, prispevke, tako da... To se dobro sliši, v redu. Skratka, vse štima. Ful si romantično povedala se skupaj, ne? V vsakem primeru, če razumem prav, to, kar ti počneš v življenju, je to, da pomagaš ljudem, da preklinjamo. Ne. Čakaj, ni to, gledaš film, spet reklame. Ne, so oglasi. Reklame so na Hrvaškem. To je ta bistvena razlika. Ne, v resnici skušamo podučiti oglaševalce v slovenskem prostoru, pa tudi medije nazadnje in agencije, kako ne kršiti zakonik, kje je meja spoštljivosti, pa predvsem, kaj se sme, pa kaj se ne sme. Grozno si to povedala. Kako je na učiteljica zgledam. Zdaj ti bom prebral, jaz sem župan odgovor, da boš ti le kaj bolj dolgočasno za poslušati. Ne, je pa super to delati, je kreativno, inovativno, absolutno ni vsak dan enak. Tako da, dvignu si roko. Ja, ker že, ko smo tukaj pri tebi in govorimo o tebi, gremo še za en skok v preteklost. Ojoj, kateri? A si pripravljena? Ne. Evo, poslušaj. Vaš stik z informacijo na Radiu Kapris. Z vami v studiu Mojca Briščik. V Slovenijo bo 22. aprila na povabilo direktorice Urada za žensko politiko Vere Kozmik na 2-dnevni obisk pripotovala znana avstrijska borka za pravice žensk in ena od glavnih pobudnic tako imenovane ženske peticije Marija Jonas. Napoved časa 17:03. No, pa mogoče je prav, da si predstavimo na začetku, kdo bo vse z vami v tem večeru. Nekatere padalce bomo še dobili, ki so se zgubili drugače po Kopru. A poznate tegale mladiča? Kdo je to? Mark! A je Mark? Ste prepričani? Ja. Game over, z nami tukaj na trgu, Radio Kapris uživo na valovih. Ne morem verjeti, kje ste vse to? To je po moje s prahom bilo, ne, posuto. Oziroma zakopano nekje tam spodaj. Čakaj, to je bil na koncu koncert na Titovem trgu. Mitja Kima. To bo to. Mitja Kima, ja. Ne morem verjeti. To je Mitja zbrskal na pozlačenih oziroma v skriti sef kasetah. Ne morem verjeti. Še na kasetah. Temu, veš, jaz pravim, ko imaš praholovce, pa imaš pa Hrčkolandijo. No, to spada v kategorijo Hrčkolandije. Ampak v bistvu so to lepi spomini. In jaz vedno na glas povem, da je Radio Kapris moja prva ljubezen na radiju in zagotovo radio, ki je pustil največji vpliv name in na vse tisto, kar sem počela kasneje, čeprav sem delala potem na 15 radijskih postajah. Še. Je prav, da poudarim, Radio Kapris je moj edini radio. Ja, tvoj ja. Edini. Moj ne, sem imela pa posebno ljubezensko razmerje z Radio Kapris, no, tako se lahko reče. Ja, ma si skakala od enega radio do drugega, ne? Ne, tam sem preverjala. Tam sem preverjala. Jaz zdaj ne vem, zicer, a drugače na Radio Kapris jutranji program je bolj umirjen, bolj uglajen, mi da bova tukaj po moje dinamiko malo spremenila danes. Nič kaj izven tega, kar počneta. Včasih malo
čisto iz srca, včasih malo bolj koordinirano, ampak tako, važno, da je iskreno, tako kot sta tudi vidva danes zjutraj. Aleš, lepo te videti. Čakaj, zdaj. Veš, kaj sem edino ugotovila? Zamenjali so stole. Zdaj so taki barski stoli. Glej ga, zlomka, ožji so, ne? Mislim, pravno, ne? Včasih je bila cela zadnja plat na enem stolu, zdaj štrli malo na vsaki strani. Nekaj ne štima pri teh stolih, ne? Mitja, stole bo treba zamenjati. Čakaj, meni je lepo videti, jaz bom rekel, zdaj pa te pri oči. Okay. Pa zamisli se, kakšna si bila pred 20 leti. No, tako se te spomnim tudi jaz. Takrat sem nosila extra small, veš, kdaj sem že opustila extra small. Ne, sem naredil uvod na pesem, ki prihaja. To si ti izbral, Aleš? Tako, ja. Prva moja glasbena želja letos. Letos, dobro. Boys on in picture of you po glasbeni želji od Aleša za Mojco. On je prišel na Kapris že leta 1994. 20 let je bil sam doma. Danes je prvi mož mestne občine Koper. Ona je v našo ekipo prišla prav tako čisto na začetku. Danes je izvršna direktorica Slovenske oglaševalske zbornice. Skupaj sta vodila eno najbolj priljubljenih oddaj na Kaprisu. Z nami sta po skoraj 20 letih ponovno skupaj Aleš Bržan in Mojca Briščik. To je kar tako ob 30. obletnici Radia Kapris. Sploh ne morem verjeti, ko to poslušam, da je toliko časa minilo in da... Jaz še vedno, zdaj si ustvarjam neko sliko, ne, dodatno, ne, kadarkoli bom videl reklame, kjerkoli. Mojca! Oglase. Oglase. Torej, iz radijskega studia do županovega stolčka pa do direktorskega stolčka. Ja, ne, čakaj, so bile vmes tudi postojanke pri Alešu in pri meni, ampak... Tako smo bili direktori že kje druge, kar tako, ne? Ni bilo vse kar tako. V bistvu dosti, kad se sprašujem, oziroma včasih me je mama na to opomnila, mi da so si bila po eni strani zelo različna karakterno, ali še bo vedno tako umirjen, zadržan. Jaz sem bila pa tista brez filtrov. In včasih se mi zdi, da so mi da bila kot tista tehnica, veš, ki nekje balansiraš. Včasih Aleš po mojega glava bolela zaradi te moje neposrednosti ali pa živahnosti. S časom se je vse obrnilo, zdaj sem jaz... Ne, nič se ni obrnilo. Isto. Sem pa mnenja, da po moje sva imela oba srce na pravem mestu, tako bom rekla. In da zagotovo vsakemu lahko pogledava vedno v oči, ne glede na to, kje sva ali pa kaj počneva ali pa karkoli sva počela. Zdaj v bistvu... In še komu ne pogledava, je to zaradi dioptrije enostavno ne vidiva, ker pa so pa malo očarja. Tako. Včasih je imel samo Aleš, no zdaj jih ima pa še jaz. Ampak pri Alešu je bilo to verjetno že od malih nog, pri meni pa zato, ker sem se postarala in ko bom naslednje leto imela Abrahama, no. Evo, še to sem povedala. Ne, ampak čeprav jaz ne bi obrnila časa nazaj, da se razumemo. Jaz mogoče kakšnih 5-7 let, da bi kakšno stvar drugače z družino naredila ali pa preživela, sicer pa ne. Meni je zdaj lepo, meni je zdaj fajn. Vsa leta so najlepša leta, samo malo več bolijo. Ja, to je pa res. Tisti, ki ste moj letnik oziroma rojeni v 70-ih, veste, da ko se enkrat skloniš ali pa nekaj počneš, da si sklonjen, potem, ko se dvigneš gor, boš najprej ramena dati nazaj, pa roke. No, sicer, zdaj mogoče se malo hecam, ampak zagotovo je vse drugače. Čeprav telovadiš, čeprav paziš na prehrano in... Se vidi, da imaš dobrega fizioterapeuta, se vidi. Imam doma nekoga, ki skrbi zame. Aleša, ste za en spomin? Ste? Vsi smo. Vsi smo. Lahko me unikaš, pa da vidimo, če... A še to? Še to? To pa samo mamo, veš, ko je treba mati unikati. Halo? Kaj je Aleš doma? Aleš, sam doma. Komad zvane bo Metallica, Nothing Else Matters, Mladen. V bistvu, povem po pravici, ne, sem tuhtal enih 15 sekund, Mladen, potem se spomnil, Mladen. Čau Mladen, lepo se imej. Na frekvencah Radia Kapris, v ponedeljkih okoli 11. ure. Z vami bom Aleš in obljubljam, vroče bo. Petek zvečer na Radiu Kapris. Otroci, večerja. Njam polo.
Se vam je že zgodilo, da ste s čakanjem telefonskega klica zapravili ogromno dragocenega časa? Aleš, vroče bo, kaj je to? Mislim, zdaj očitno sem bila jaz takrat v Ljubljani in ne, čak, kaj je bila to za neka rubrika? Ti si bil kdaj sam doma, v torkih? V torkih, čakaj zdaj, da prijem neprej k sebi. Torej prosim, da se obnašate dostojno, ker zdaj se pogovarjate z starejšim občanom, ki je tudi na funkciji, ki mora biti ugledna in tako dalje. Niti ne vem, ni bilo tako vroče, je bilo pač, ne vem več, sem že pozabil. Mogoče ne dodam. Včasih, ko smo bili v garderobah, v Šmarjah, ni bilo klime in je bilo vroče. Mogoče zaradi tega. In tudi, ko smo se preselili v ene druge prostore, tudi ni bilo klime in je bilo vroče, dokler ni prišla klima. Mislim, da Mitja lahko to potrdi. Sem že bal, da boš povedal, kaj je drugo. Včasih, ko smo bili v slačilnicah, je bilo vroče, ni bilo klime. Okay, postajalo res vroče. Je pa res, da je bila cela odiseja, da se pripeljati gor do šmarijskih garderob. Vse so bile garderobe, slačilnice, ne Mitja? Šatmarske, no, tistih. Šatmarje. Ja. En od prepoznavnih znakov je bil ta, ne? Ko si govoril, ko si delal tako, da je dobil človek malo že... Žiga, to moram povedati, da sem delal samo zate, ker sem čutil, da si želiš delati na radiju in te tako živcira, da si mislil, ko pridem jaz za meno mešalno mizo, tega ne bom počel. In zato sem počel samo zate in za par drugih, ki so prišli tudi na radio. Ne, ko je delal z mano, tega ni delal. Samo ko je bil sam doma, ker je bil tako usamljen, da je pač... Dolgo so te sprsti. Je šlo gor pa dol. Priznaj, te je motlo. Ne, takrat nisem vedel, dokler nisem prišel delati na radio, kaj si pravzaprav počel. Sem te tikal. Dobro. Ojoj. Ja. V glavnem, ne vem, dajmo še malo o tistih časih. Malo ste ostali brez besed, zdaj pri teh vroče, pa se čini, spet je Mojca vse opisala, vi pa... Ja, dobro, pač so bili časi, ko smo bili mladi študenti, ki smo imeli veliko časa na razpolago, veliko aktivnosti, ki Kako ste pravzaprav začeli? Ste poklicali menda nekoga? Kako sem prišel na radio? Ja, nekoga ste poklicali. Torej, na radio sem prišel leta 94, konec srednje šole, sem poklical na številko, pač, ki se ne spomnim več, javil se rekel, ste Sabljević. In sem ga, to se mi zdi, kot da sem že nekaj povedal, ne? In sem ga pač vprašal, če bi lahko se je bilo našlo kaj zadelati in on je ponovil točno to za mano in je rekel, pridi na audicijo, sem prišel na audicijo, so zgubili moj posnetek, so me klicali ponovno, ali pa sem klical, jaz sem že pozabil, sem šel še enkrat na audicijo, so verjetno spet zgubili posnetek, ampak je nekdo zbolel in potem so imeli mojo telefonsko številko in me poklicali, če lahko prijem čez nekaj ur delati, ali drugi dan, kaj je že bilo. In je bilo vsojeno. In sem prišel. To ste pravzaprav povedali že 10 let nazaj, v 20. rojstnem dnevu Radio Kapris. A res? Ja, se mi zdi, kot da se mi je zdelo, da taka anekdota. A gremo na en hit. Ti vsaj nisi bil v garderobi, jaz sem na garderobi najprej imela audicijo, si moraš misliti. Ne, je bil v garderobi. Mojca, brez takih detajlov. Ne v slačilnici, ni bilo klime, v garderobi, intervju, ne. Saj ne v tej uri. Tisti, ki poslušajo Radio Kapris že 30 let, vedo. Ja. Vedo. Kar je zaveriti. Ampak tisti, ki jih imajo danes 30, tega ne vedo in ne razumejo. Predlagam, da gremo na še enega po glasbeni želji, Netlin Brulja in Thorn. Še malo manj kot 20 minut je do 9. ure in danes zjutraj pred 30. rojstnim dnem Radia Kapris je ekipa Kar tako. In jaz bi mogoče začel ravno ta del, ekipa Kar tako. Duo, Kar tako. Karasa band. Kar tako bi. Ja. Se je zdelo bolj pompozno, če rečem ekipa. Ti si že tako, bio, naravno, natur. Eko, trajnost. A če bomo slišati še eno iz preteklosti. A ja? Ja. A prav, ne? Vsako nedeljo. Aleš in Mojca. Ok, 3, 4, zdaj. Kar tako! Ne, ti moraš reči kar tako. Ok, bom rekla, ajde. Kar tako! Kar tako. Kar tako? Kar tako. 3, 4. Kar tako. Kar tako. Kar tako! Kar tako. V bistvu, kaj se nam je zgodilo, ne? Imamo gosti sok na mizi, ribezov. Ta svet je prav veselo barvan trenutno. Moram nekaj povedati, ne? Slišali smo sestre Las Ketchup, ne? Ampak mimo grede, če boste kdaj vprašali kakšnega Španca, kako se reče Las Ketchup, ne? So Las Ketchup. Las Ketchup. Lahko dopolnim. Equisos ne fregases. Ne morem, to je Mitja vse stavkal, predvidevam. Seveda.
Sí, pero Naše- ahora hablo un poquito mejor el español y sí? se dice XN frega. Fregas. Hablas español. Sí, un poquito. Oh, muy bien. Torej, kar tako po špansko. Kaj ne vem. Kar tako. Tudi jaz ne vem. Pa, načeloma sem se učila španščino, ampak to pa ne. Slabo sem jo naučil. Ja, si me slabo naučil. V glavnem, dobro jutro sem skupaj. Veš, da je prav lepo biti tukaj na radiju po dolgem času. Lepo te je srečati, nikar mi ne zameri, tebe je tudi lepo Brez skrbi, videti. mene kot Ali še lepše videti, no? Glede na to, da sem leta nazaj preživela veliko časa v njegovi družbi, ne? Lahko se, to vse rečejo, tako da ni. Jo, Da je bilo Ne, lepo ti kar nadaljuj. Ti kar nadaljuj, moj zakaj. Nisem več navajen na take. Nisi, ne? Ja, Še dobro, da proslavljamo 30-letnico Radio Capris. Ne, res, ali še vedno lepo srečati. Ne, ma si predstavljaš, da pride nekdo danes, tebe te pa grdo videti. A ja, včasih je bilo lepše te videti. Ne, razlika je v tem, da če nekoga je lepo videti, to poveš, če pa nekoga ni lepo videti, si pa tiho. To je bistvena razlika. In tebe je vedno lepo srečati in lepo te videti. In lepo je s tabo klepetati. Ker ti vedno najdeš lepo besedo za vsako stvar in si vedno prijazen. Jaz ne vem, po moje tebi so ti popolnoma mi je jasno, verjetno je na tvojo vzgojo vplivala tvoja mama, ki sem jo jaz imela na šoli v knjižnici. Ne? Se še spomniš? Boljše v knjižnici kot v hladilniku, za reč, ne, mislim samo. Ne, želim povedati, da si kdaj povedal anekdoto, da jaz sem napovedala že preden si kandidiral za župana, da bo Aleš enkrat župan. Ja, Jaz sem nisem še povedal, napovedala, ampak leta preden je Aleš kandidiral za župana, sem jaz mu rekla, Aleš, ti boš enkrat župan Kopra. In boš odličen župan, zato ker tvoj kor, tvoje bistvo je nepokvarjeno in rad dela z ljudmi. In kaj se je potem zgodilo leta in leta zatem, jaz dobim klic, Aleš kandidira za župana. Jaz ma kateri Aleš? Bržanov. Skratka, ta funkcija ti je pisana na kožo. Zdaj ti Veš spet kaj? laskam. Ne, hvala. Se pravi, nadaljuj. Zdaj bom povedal tudi širši javnosti, kaj sem takrat odgovoril. Ne? Ja, daj povej. Ja, moj, za zihar boš ti potem direktor oglaševalske Ja. Ne, resnično. Zgleda, da imam jaz kakšne take posebne Ozadje si ti. sposobnosti. Nikoli ne veš, ne? Ampak Te jaz sem z imela ozadja, prav. Ne? Pa sploh nisem več živela tukaj in nisem imela niti več stalnega bivališča tukaj. Duša tvoja je še vedno tukaj. Ne, tukaj bo vedno. in srce. Jaz vedno povem, ko se pripeljem skozi zadnji tunel dol iz Črnega Kala, ko se odpre in pustimo žerjave, pa žerjaviste tam v Luki Koper, ampak ko se odpre pogled na morje, meni kar srce zapoje. Večina vas vzame za samoumevno, jaz to vem, popolnoma jasno, ampak ko enkrat greš proč, znaš to dosti bolj ceniti. Lepo je tukaj, res je lepo. Okay, to je, kar se tiče tega dela Slovenije. Kaj pa, kar se tiče dela na radiju, kaj najbolj pogrešate? Daj, boš ti začel. Kaj najbolj pogrešam? Jaz te razumem, da zdaj so časi, pač, ko se dela, kaj se reče, playliste in da pač nek sistem določa pesmi, ampak najlepše je bilo na radiju priti in si izmisliti v tistem trenutku, katero pesem boš dal. To bi dal, ja. Ne, to bi dal, to dam. Okay. In najhujša stvar je, ko nehaš delati na radiju, ko recimo poslušaš v avtu, voziš in poslušaš eno dobro pesem in to bi dal vse na radiju. Ja. In nimaš več te možnosti, in je grozna stvar to. Jaz pa pogrešam odnose. In to je bilo najboljše plačano študentsko delo v mojem življenju. Z radijskim delom, snemanjem televizijskih oglasov, radijskih oglasov, v tistem času sem si lahko kupila novega polota. Sem prišparala v nekaj letih. Bilo veliko snemanja, delala sem od ponedeljka do nedelje na 10 radijskih postajah, ampak se je dalo. Kot rečeno, ne, skakala. Ampak ljubezen je bila ena, ostalo so bila prijateljstva. Tako. Pa se lahko tako reče. Vse, najbrž vse. Ja, tudi se spomnim tega poleta, se spomnim tudi nedeljskih večerov. Veš, če se spomnim, malo te moram spraviti za drego. Moj se pa, če študiral v Ljubljani, si je kupila tega poleta, vem, da si vzela takrat kredit za tega poleta, ne. Vem, da so bile tudi težave s kreditom nekaj časa. Ne, tiste je bila poleta, ko sem imela golfa kabrioleta.
Tisto je bilo pol. Tudi v času polota, ne, potem pač študentka kot študentka, ne, veš, na radiju je bil tudi WC in pismo nima WC papirja v Ljubljani. In je kar vsake 2 tedne pograla kakšno rolo papirja in je šla v Ljubljano. Ne smeš tega povedati. Kako da? Temu se reče potni strošek. Dajmo podnapise. Živela sem takrat v hiši, kjer nas je bilo 6, 2 Primorki, 2 Gorenjki pa 2 Štajerki. In nobena nikoli ni skrbela za, kako bi rekel, celotno gospodinjstvo. No tako, to je bil razlog. Ne, vse v redu, samo pač, veš, ko imaš spomin človeka ob belem polotu z 2 rolami WC papirja po gramu. To se je zgodilo po moje enkrat. Ne več kot enkrat na teden. Ni res, zanikam. Je pa res, da je bilo lepo. To je bilo tako res lepo obdobje. Se mi zdi, da veš, vse ta družbena omrežja pa to so zgodbo malo spremenila. Pa takrat je bilo bolj intimno, niso bile vse te kamere prižgane, nihče te ni gledal, lahko si vrtal po nosu, imel res kratke hlače gor in je bilo čisto vseeno, kaj se dogaja. Ampak po drugi strani je pa tudi to nekaj lepega. Meni je zelo žal, ne? Kaj že konec? Ena ura v vajni družbi izredno hitro mine. Zakaj si nama dal ta napis? Ja, zato da veste, kaj narediti. A veš, da ta druga oseba, ki ime se začne na I, sem ga jaz vzela na radio. Jaz sem bila njegova prva urednica in jaz sem ga imela na audiciji. Na eni drugi radijski postaji. Ma ti veš, da ta I, ko je prišel enkrat kot pevec skupine Sons, tako da malo že približamo, ko sem ga slišal prvič govoriti, sem rekel, pismo, ti bi moral pa delati na radiju. In ono ne. Pa je prišel na audicijo. Pa ni še končal, ne? Ja, tako da ga lepo ga pozdravite. Govorimo o Tomažu in Iztoku. To je o Iztoku. Luštna druščina. V bistvu, če pogledam tako nazaj, mi smo se imeli vedno res lepo in jaz upam, da se boste imeli tako še naprej, ne 30, ampak več kot 30 let in da bo vedno stal Radio Kapris. Nič, pa se vidimo že v naslednji obletnici, ne? In slišimo. Aleš, kaj prej? Mi dva upam, da se srečamo malo prej, ker to mislim, lahko te je sram, da ne prideš mimo na našo lepo Istro in rečeš, evo, zdaj bom poklicala Aleša in gremo na kafe. Sicer bi ti rekel, da nimam časa, ki ga nimam. Kaj jaz pridem pa tako pogosto? Ne, se potrudim in obljubo dela dolg. Ok, zdaj pa prova istočasno, soglasno ali pa vse približno, sinhronizirano reč kar tako. 3, 4, zdaj. Kar? Ne, čakaj. To mi je vedno delal. 3, 4, zdaj. Tako! Kar tako, evo. Hvala za povabilo. Aleš, lepo bodi. Vsem kaprisovcem, vsem poslušalcem lep dan, čudovito praznovanje, lepe praznike in predvsem stanite zdravi. To je najbolj pomembno. Ja, župan? Gospod župan? Zdaj, gospod župan. Ne, veš kaj, jaz Koprčane še vidim tudi tu in tam med tednom in tako dalje. V vsakem primeru želim sem čim lepše praznike. Radio Kapris, vi pa praznujte še kar nekaj let z nami. Mi pa praznujmo z vami. Vi pa praznujte. Skupaj bomo praznovali. Mogoče še jaz pridem. Si že tle, dej. Govorim prav na koncert. Ja. To bi se pa spodobilo. To nisi nič povabil. Zato, ker je že vsem samo umel, vse veš samo. Vidiš, nisem rabo nič omeniti koncerta, si ga samo. Super. Najlepše hvala za čas in za ta skok v preteklost. Bodi to dobro, hvala še enkrat. Enako. Čau. 3, 4, zdaj. Kar tako!